Dovolite mi, da povabim najprej na oder glavnega akterja nocojšnjega večera, to je Slovenski orkester saksofonov SOS Junior. Prosim, en velik aplavz. Sedaj pa je napočil čas, da se umaknem iz tega govorniškega odra in povabim našega gosta. Zato na oder vabim gospoda profesorja maestra Alain Crepin.
orkester pripravlja na manjšo spremembo na odru. In dovolite, da nekaj povem tudi o samem procesu, za tiste še posebej, ki ne poznate našega sistema oziroma načina dela, ki ga imamo v orkestru. Namreč, da pride do takšnega velikega števila nastopajočih oziroma članov, je pravzaprav pomembno samo to, da je vsak saksofonist, ki je pripravljen nekaj več vložiti v svoje znanje, oziroma ima veliko veselje do svojega instrumenta, je tako rekoč vabljen v ta orkester in se lahko včlani, tako tudi tisti, ki boste nocoj z nami prvič nastopili, mislim, da ste 4, se lahko nam pridružite v zaključku sezone, vedno to delamo, ko je ponavadi poleti v Kranjski Gori, kjer organizira društvo tudi eno tako poletno srečanje oziroma poletno šolo. Seveda, najmlajši članice tamle boste ostali sta naši Iza in pa Zala. Skupaj imata 18 let, zdaj pa sami začunajte, koliko sta stari. A je prav 9, ne? Zala, a Iza. Iza je starejša. Ampak Zala ima pa malo bolj svetlečo oblekco. Tako da, no, skratka, kot vidite, vse je mogoče, tudi taki najmlajši člani so že z nami, nastopajo na tako velikem odru. Seveda, tudi tisti, ki so že malo starejši, so bili nekoč tako mladi oziroma tako zeleni, če bi se tako izrazil, malo bolj v žargonu, ampak mi hitro se potem znotraj orkestra sami med seboj starejši, mlajši podružijo in tudi nekako hitreje odraščajo kot glasbeniki, postanejo bolj zreli in potem lahko tako nastopajo na takem odru. Najbolj zreli člani našega orkestra pa prihajajo sedaj počasi na oder. To so člani zasedbe Sax Float, ki je nastala nekako v eni taki naravni inerciji, ali bi rekli po nekem takem dogodku, ko je nastala neka vrzel med tem, da so se že veliko naučili v samem orkestru, ko so odraščali od take starosti, kot sta zdaj Zala in Iza. In kar naenkrat je postalo nekako malo premajhen izziv igrati samo take orkestrske skladbe in so se kar sami izbrali, v začetku so bili oktet, sedaj so septet in so ustanovili zasedbo Sax Float. Mi smo to hitro prepoznali kot eno tako dodatno, tudi pedagoško ali pa iz nekega takega razvojnega vidika, kot eno tako dodano vrednost našemu orkestru. In smo nekako hitro prevzeli to idejo, da seveda v orkestru je pomembna kvantiteta, vendar potem tudi tele mladi glasbeniki morajo imeti eno kratkoročno vizijo, kako napredovati in kako se kaliti potem tudi v malo bolj zahtevnem programu. In to ravno taka zasedba, kot je Sax Float, omogoča. Tako da to ne pomeni, da tudi vi, ki ste na odru, ne boste dali člani Sax Float. Da vi samo pridno vadite in če se vam ponudila priložnost, vam svetujem, da jo zagrabite z 2 rokami. Torej, dovolite mi, da na oder pridejo člani zasedbe Sax Float, to so Valerija Kučan, Sandra Rijavec, Matej Županski, Marko Peter, Juri Bregar in kapetan Čelka Sklarka Kučanic. Zasedba Sax Float si postavlja zanimive izzive, med drugim pišejo tudi svoje lastne aranžmaje, kar pomeni, da niso samo poustvarjalci, so tudi ustvarjalci. In jaz svojo ekipo seveda to močno spodbujam, kajti vedno jim pravim, da se morajo opremiti za to džunglo, ki jih čaka, za ta svet, globalni svet, in da prej, ko bodo dobili te veščine,
kako si organizirati svoj koncert, kako napisati svojo lastno priredbo, kako, ne vem, se ukvarjati s problemom, kaj pa svem, s časovno stisko, kako to združiti in ostati skupaj kot skupina, kot prijatelji. Z vsem tem se srečujemo na njihovi poti, jaz jih nekako vodim, usmerjam, vendar moram priznati, da glasbenega dela je zdaj bolj malo mojega, tako da so že res samostojna skupina, ki tudi, moram priznati, že kakšne koncerte dobijo, tako da bomo mogli odrasli kar počas še vaditi, da nas ne bo izpodrinjati stala negina. Zaigrali bodo 3 skladbe, najprej Barbari v Adagio, ki ga je priredil Tadej koncert. Fantazija, ki jo je pred nekaj leti, mislim, 10 leti napisal moj brat, Fantazija za altorski saksofon in saksofonski ansambl, kjer bo solist naš gost iz Mehike, morate verjeti, da se je prijavil na audicijo študent iz Ciudad de Mexica in dali smo mu priložnost, da nastopi na zaključnem nastopu, moram priznati, da gre za zelo simpatičnega fanta. Tretja skladba pa bodo zaigrali Šmrljev let, ki jo je priredila Valerija, tudi vodja skupine. Solist pri skladbi Vida Pupisa bo Santiago Sebastián Hernández Ešenik.
Sebastián Hernández Ešenik je prišel iz Mehike prav za to priložnost. Mi smo razpisali eno audicijo na naši spletni strani za to skladbo, ki jo je napisal moj brat, in prijavili sta se dva. Najprej se je prijavil naš Santiago, potem pa se je še prijavil Martin Skobin, ki je bil solist z orkestrom SOS v petek. Tako da smo potem med njima zbirali in smo ugotovili, da pravzaprav se oba zaslužita priložnost. In mislim, da smo kar prav se odločili, da smo dali Santiago priložnost, da zaigra ti boš enkrat solisti, ampak ne še zdaj, da zaigra z našim saksofonom, mislim, da so se lepo ujeli. Sedaj pa je spet pred nami velika zasedba. Še predno pa bomo zaigrali, bi izkoristil to priložnost, da se najprej zahvalim našemu predsedniku društva, gospodu Gregi Zupančiču, ki je res v tem času, kar sodelujeva, kar ima tudi to vlogo predsednika, mislim, da je postal predsednik z veliko začetnico, vsaj kar se mene tiče, ker mi res pomaga pri vseh načrtih, pri snovanju, pri kovanju in tudi pri sami izvedbi, kar je zelo pomembno, da bi ga v tej priložnosti povabili na oder. Grega, prosim, pridi. Prav s tega se mi predstavljam dela v tako velikem obsežnem sestavu, kot je Kulturno društvo Sekoja. Hvala ti za vse. Hvala za povedano, Leo. Tudi jaz bi se zahvalil in seveda najprej vas vse lepo pozdravil ta večer. Resnično, 4. ASO festival počasi dobiva svoj konec. Ko smo lansko leto, meseca avgusta, prvič z odborom se usedli na prvem sestanku in začeli tkati, kaj vse pripravi za ta festival, moram priznati, da sem bil kar malo skeptičen, da bomo vse te cilje, ki smo si jih zadali, tudi realizirali. Danes ugotavljam, da je bila realizacija skoraj 100% in sem s tem zelo, zelo zadovoljen. Seveda ciljev ni mogoče izpolniti samo z odborom, samo z našim trudom, samo z našim delom, ampak je ena velika nota, ki jo moramo tu poudariti, prav vi, dragi starši, ki poskrbite, da vaši mladi otroci so fokusirani, so motivirani, da jim nudite support, da lahko mi z njimi delamo, sploh naši mentori. In na tem mestu je prva zahvala namenjena prav vam starši. Zato bi vam podala čas. Seveda ne smemo pozabiti, da dogodek, kot je tak festival, zahteva tudi donatorje, sponzorje. Zato bi se tudi ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so donirali, pomagali, vsem partnerjem, ki pomagajo, da lahko izpeljemo resnično tako veliki projekt, ko je to do konca. Hvala. Kulturno društvo Sekoja letno organizira dva večja dogodka. Eden izmed teh dogodkov je prav ta, v katerem ste danes prisotni. Drugi, kot je želel naš umetniški vodja omenil, je poletna šola v Kranjski Gori, ki bo v letu 2018 drugič in verjamem, da postaja tradicionalna. Nekako, kar zaprosim. Nekako smo prišla z Levom do ideje, da je prav, da prav na ene izmed takšnih dogodkov društvo, kot je naše, podeli priznanje častnemu članu
Zato smo se nekako letos na Premijema leto odločila, da v letu 2018 za leto 2017 podelimo to priznanje častnemu članu, človeku, ki moram reči, da je bil čisto na prvih korakih z nami, z našim SOS juniorjem, človeku, ki je nekako naš duhovni oče saksofona, ki je marsikateri izmed članov, ki danes tukaj sedi, dobil tudi dodatni navdih, da so tukaj ostali, sploh tu mislim na skupino Saxfloat, ki je, kot Leo rekel, že malo večji. Zato bi v tej priložnosti povabil, da se mi na odru pridruži naš nepozabni, naš veliki in edini Otto Vrhovnik. Z nami, zato bom kar predal besedo in pa seveda priznanje. Otto, čestitam. Ja, spoštovane saksofonistke, spoštovani saksofonisti, spoštovane gospe in gospodje, lep dober večer. Kaj bi naj dodal k temu? Mogoče samo to čisto na kratko. Ravno letos je 40 let, odkar sem končal klasični saksofon v Parizu. Takrat se v tem delu Evrope še noben ni pogovarjal o klasičnem saksofonu. Morda tudi nekateri niso hteli kaj slišati o tem. Zato me je po tistem času vodila pot v Avstrijo in nekako sreča mi je bila naklonjena, da sem prišel do Dunaja in na univerzi na Dunaju ustanovil katedro saksofona, katere še prej ni bilo, in tam pričel s mojim delom. V tem času, ko sem bil na Dunaju, se sem še zdaj, junija grem v penzijo. Je med drugim bil tudi pri meni Leo Pulpis kot študent. Že takrat sva čudovito sodelovala na raznih koncertih, v različnih zasedbah. Tudi takrat smo že imeli podobno zasedbo, veliki saksofonski orkester, če se spomnim, vse 15-18 let je od tega, mislim, v Novi Gorici, ki smo nekako, če bi rekel po domače, orali ledino. Leo je bil vedno prisoten in sodeloval pri vsaki stvari. Ali je bila to organizacija, ali je bilo treba postavljati notne stojala, ali aranžmane in tako dalje. Skratka, nisi ga človek mogel ustaviti. Veliko sva se pogovarjala, bila sva ne samo kot jaz, njegov profesor, ali on moj študent, ampak kot prijatelja. In velikokrat sem dejal tisto, Leo, ti si Leo že po priimku, po imenu, ti se moraš boriti za klasični saksofon. In verjetno je to malo pomagalo in zdaj se res bori. In poslušajte, to, kar on dela, oziroma kompletno društvo, to je na svetovnem nivoju. Jaz ne moram druga reči, ko pa se prekloniti vsem in bom rekel takole, veliko čast mi je, da sem lahko del tvoje družine, bom rekel, saksofonske družine, oziroma del kulturnega društva Sequoia. Jaz, ko bom šel v penzijo zdaj junija, imam veliko časa. Jaz vem, da bomo še marsikaj naredili skupaj, če bo le možno. Dejal bom pa čisto tako enostavno. Adi Smolar, ki prihaja tudi iz Koroške, namreč jaz tudi prihajam iz Koroške, pravi v eni njegovi skladbi: Bog ne daj, da bi crknil televizor. Jaz bom rekel: Bog ne daj, da bi crknil saksofon. To je
vseh teh aktivnosti, zdaj ne bom več, bom rekel, zgubljal besed, zato ker sta predsednik in Boto vse povedala, pa tudi zato, ker pač nisem Korošec, ne, zdaj, da smo v manjšini, tukaj veliki ljudje smo v manjšini, tako da bom jaz bolj tiho, pa bom bolj se držal tega govorniškega odra. Ampak poleg vseh stvari, ki jih počnemo, kot tudi opažate zdaj na nocojšnjem koncertu, dajemo seveda tudi priložnost vsem članom v orkestru, da se tudi preizkusijo in preizkušajo kot solisti. Tako smo že zbrali nekaj skladb, ki jih lahko rečem že dali v svoj železni repertoar. In kot ste opazili, imamo zelo radi našega Alena, ki res lepo piše za saksofon in med drugim je tudi napisal skladbo Bele noči, kar pomeni, sam je razlagal v priliki, da je to skladbo napisal v eni noči, ko ni mogel spati, se pravi, bi lahko to v prostem prevodu skladbo prevedi tudi kot nespečnost ali insomnija. Torej, gospod Pepen, upam, da boš imel čim več neprespanih noči, zato ker takrat ti uspeva zelo dobro skladbe. Tokrat bo tvojo Nuit Blanche zaigrala naša solistka, nagrajenka tekmovanja Emona in tako gor in dol in naprej in nazaj zelo perspektivna glasbenica Lucija Enja Jordaki, seveda tamle jo bo pa usmerjal in orkester maestro Alain Crepin.
Kar nekaj presenečenj smo že imeli, moram priznati, da sem kar presenečen, ko poslušam napredek, naprimer Lucije Enje, moram priznati, da sem sicer veril, da veliko vadi, pa da je talentirano, ampak da tako dobro že igra. Res, čestitam. Tudi sam bi se želel, da bi pri njenih letih lahko izvajal skladbo, ki jo dirigira tak mojster, kot je Alain Cretin, tako da zapomni si ta dogodek Lucija Enja. Slika smo tudi mamila, ne? Sedaj pa imamo še eno posebno presenečenje za vas, zato tega nismo napisali na programski list, ampak namreč zdaj boste doživeli eno svetovno premiero. A veste, kaj pomeni svetovna premiera? V glasbenem žargonu to pomeni, da gre za krstno izvedbo, se pravi prvo izvedbo določenega glasbenega dela. Kot da bi pred vami, to se lahko predstavljate, da zdaj tale zavesa in potem bi se odprla in bi zagledali eno čisto novo sliko, ki jo še nihče ni videl. To je svetovna premiera. In pred tem moram še povedati zgodbo, ki pač nekako stoji za to sliko oziroma za to skladbo. Namreč letos se naš orkester odpravlja na 18. svetovni kongres saksofonistov, ki bo potekal v Zagrebu. In to gre res za izjemen dogodek, na katerem niti sam ne vem, je udeleženih preko 2000 oziroma okrog 2000 udeležencev iz celega sveta, preko 350 koncertov, solisti, orkestri, jazz, klasika, na prostem, znotraj, v bazenu, izven bazena, ne vem, kjer vse bodo igrali. Skratka, za velik dogodek gre, na katerem seveda tudi kulturno društvo Sequoia ne bo manjkalo. In predstavili se bomo kar s 4 projekti, 4 koncerti, svetovni publiki in eden izmed koncertov bo tudi nastop orkestra SOS Junior, ki smo ga poimenovali Gang and Stars. Kar pomeni, tole je naš gang, se pravi naša, bi rekli po domače, ne vem, kako bi to bi rekli, to neka bratovščina, neka taka ekipa. Kaj? Banda. Ja, banda. In pa Stars so seveda zvezde svetovnega slovesa, zvezde svetovne saksofonske scene. Namreč za nas bodo napisali nove skladbe gospod Miša, gospod Cretin, Gordon Tudor, potem Gerald Kleinfeld in pa Philip Geis. Tako da danes bomo priča prvi skladbi, ki jo bo potem tudi slišalo hrvaško občinstvo. In gre pa za posebno skladbo, ki se tudi nekako ujema s tem imenom Gang and Stars. Namreč pridružili se nam bodo 4 svetovno veljavni saksofonisti in bodo nastopili kot solisti v spremljavi našega orkestra. To pa so gospod Dragan Sremec, Kenneth C., Barry Cockcroft in Javier Valerio.
državnosti, zdaj da se zmislil od 1 do 5 lestvico, bi rekel, da je 4,3. Tako da, veste, koliko je to težka stvar. Tako da res, hvala in lepo ste zvadili. Ena skladba je že na našem, je že v žepu, ne? Še 4 pa znamo, bi nam lahko Zagreb. A ne, zdaj pa tukaj pred mano so še eni 4 mladinci, pa prosim, da kar pridejo Old, Amaris, Jaša, potem imamo enega s klobukom, kako je tam že ime, Filip, pa enega brez klobuka, še Oskarja, ja, Oskarja nimajo klobukov, imajo samo Alte. Ja, moram priznati, da so kar pogumni takole, da bodo zaigrali z našim orkestrom, ampak vedno se najde kakšen tak junak in tokrat so res Oskar, pa Amaris, Jaša, Filip, res zelo, zelo toplo vabljeni, da se pridružijo pri zadnji skladbi. Zdaj lahko se tudi vi manjčkrat bolj razživite, se mi zdi, da je tako ena taka resna okolje. Jaz se poskušam biti manj duhoviten, ampak mi morate manj pomagati, ne morate še sami. Tako da lahko res nagradite pol na koncu še orkester z enim velikim aplavzom. Predno pa še zaigramo to zadnjo skladbo, bi pa rad res povabil na oder vse svoje sodelavce pri tem festivalu, da se jim nekako zahvalim in da jih tudi spoznate, da ne bom samo jaz v kadru, pa bi mogoče kar posamično poklical najprej Ireno Šmit. Moja slaba vest in pa zato, da res še na koncu, ko je že, mislimo, da je že vse v redu, ona še reče to, pa to še manjka. Tako da, evo, še ena slaba vest. Potem je tudi, seveda, med nami v našem timu Joana Plejvas. Da si vedno pripravljeno skočiti, ko je potrebno kakšen prevod narediti, ko je treba objavljati. Vse, kar ste dobili na vaše socialna omrežja, to se lahko zahvalite Joani. Še en aplavz. Marisa Marjanovič. Larisa je odgovorna za stike z javnostmi oziroma tudi za medije, pa tudi programske liste oblikovala, pa še marsikaj postorila. Tako da hvala ti, Larisa, tudi za to, da si z nami. Potem naredil en, da ne bo kičasto na odru, bom še povabil predstavnika moškega spola. Matjaž, prosim. Znam, da se od Matjaža kar precej učim. To sem nekako opazil, da so lahko yin in yang. Vse, kar imam jaz, mogoče, to ti še nisem nikoli povedal, ampak imaš ti v zelo podobni obliki, ampak v zelo umerjen. Tako da te še odkrivam in moram priznati, da si zelo zanimiva osebnost in sem res ponosen, da si z nami, ker skrbi za ravnotežje, da ne poletimo
proti nebu. Hvala ti, Matjaž. Kar veliko nas je, se vidi, tudi počas bo cel SOS tukaj na odru. Tukaj pogrešam še pri nas Veroniko. Veronika Paprika, si kje tu? Veronika je naša kreativna duša in ima zelo močan občutek za estetiko. Tako da vse končne oblike, vsi končni dizajni, vse to gre še na koncu čez njen filter. Če to zdrži, potem lahko vsi mirno spimo in uživamo v lepih kreacijah naših dizajnerjev, naše spletne strani, pa tudi vse, marsikaj drugega dela. Komunicirala je z našimi gosti, umetniki in seveda tudi nepogrešljiva članica SOS Junior mentorjev. Ampak jaz, čeprav ni v našem timu letos uradno, bom povabil na oder tudi vodjo SOS orkestra, SOS Junior orkestra Jovana Joka. Vidim, da ste navdušeni otroci, to je bil slab aplauz, dajmo še naprej zaljavati. Vse mogoče na vzven zgleda, da imam jaz velike energije, ampak vsi tukaj, ki pred vami stojite, so res zelo energetsko polni in z velikimi idejami, z močnimi osebnostmi, inteligenco in vsem tem in skupaj lahko delamo take čudeže oziroma take rezultate. Tako da upam, da boste še vztrajali z mano in z Gregom, zato vabim tudi še enkrat Grega Zupančiča, ki je seveda moja desna roka. To smo mi, festival AS, za nami je orkester SOS Junior. Upam, da boste še enkrat močno zaploskali. Tini, Tjaša, Maric in pa Oskar, ki tudi z nami. So maestro Valenko Tena. Thank you and be happy. See you next year.
Thank